dragi obiskovalci, dragi obiskovalke, gledalke in gledalci pred TV sprejemniki, spremljajo nas tudi na TikToku. Lep pozdrav vsem skupaj. Začenjamo z našim pogovorom, podmorničarskim pogovorom, in z mano je kolega podmorničar Janez Baš. Živijo, pozdravljen. Lepo pozdravljen. Jaz bi tudi enako pozdravil vse obiskovalce in obiskovalke, gledalce, gledalke pred TV zasloni in naše najmlajše tiktokerje, ki nas spremljajo. Janez, za nama se vrti tudi nekaj slik vsega tega, kar imamo danes na podmorničarskem vikendu, pa tudi jutri se bo dogajanje nadaljevalo. Tukaj so štand s mojimi kolegi podmorničarji z nekaj izdelki, ki jih imamo tukaj, vse skupaj predstavljate kot podmorničarsko društvo. Ampak seveda ta zadeva ima globoke in dolge korenine daleč nazaj, pa če bi morda začela na začetku malo s tem, kako človek, mlad človek dejansko, kako je prišlo pri tebi do te ideje odločitve? Ali je bilo tudi koliko z mano, recimo sem šel na upravno enoto v Postojni, tam so napisali Bilečar, jaz sem se metal v tla, pomagalo ali nič, končal sem v Bileči, najbrž je bilo pri podmorničarjih malce drugače. Ja, v bistvu kar dosti drugače, če bi jaz Bileč domov mislim, da tako metal po tleh, tako predsedine. Drugače tako, da pa naš podmorničar že po družini, se pravi, moj oče je bil podmorničar, njihova ima velika odsotnost od doma. Pa so bili tiste neka druženja, pa sem bil, družil smo se podmorničarji med sabo, jaz kot otrok sem bil tam v bistvu zaželjen videti. In nekako je to z leti to raslo, pa je v bistvu zaradi družinskih zdravstvenih težav je bila tudi odločitev, da se grem v srednjo vojaško šolo nekako veliko lažje ali se mi lažje sprejel. Disciplina mi ni v bistvu problematična, pa v srednji šoli smo pa pol čakali do 3. letnika, kaj smo v bistvu šele dobili možnosti, kaj bo izbirni predmet, da je v bistvu hidroakustika. Tam sem se odločil in sem se v bistvu že v 3. letniku srednje šole videl na podmornici. Temu sem prilagodil učenje, temu sem prilagodil življenje in v bistvu končni cilj po končani srednji vojaški šoli je bilo, da me sprejmejo na podmornici. Zdaj, sprejem na podmornico, to ni, prideš pa izbirati tukaj delo, se pravi, greš na kurs za podmorničarja, ki je preko 6 mesecev. Teh 6 mesecev je bilo zelo intenzivnih, ker je bilo tako kaj svet se bil pravi. In praktično si se moral naučiti od A do Ž in kolektiv kot tak te moraš se prekosti. Mora se biti kompletna osebnost, ni pa zdaj pri nas tako, da bi rekel, jaz bi pa bil podmorničar, to v bistvu dela če tega. Prosim, prekinemo, recimo prej si omenil predmet hidroakustika. Recimo, danes precej neznan pojem. Če mi sam par stvari okrog tega poveš, kaj to pravzaprav, kaj ste se učili? Hidroakustika, to je v bistvu poslušanje šumov, aktivnih, pasivnih, teh stvari in v bistvu to smo vsak dan dve šolske ure smo poslušali v bistvu šume, se učili, smo zelo dober trenažer, v katerem so bili noben drug kot bivši podmorničarji, starejša generacija, ki nas je učila tega. Delali smo na starejših aparaturah, tako da smo v bistvu vso težavo tega sprejemanja šumov dognali za trenažerji, da smo pa prišli na sodobne podmornice, ki so bile že, tako bi rekel, updatane od teh ročnih sistemov na elektronske, tako da smo v bistvu lažje funkcionirali. Je pa dejstvo, da ne može biti dober, prav dober, tle može biti odličen, se pravi, da si razumeti vse stvari sliko in si v bistvu življenje preostalih članov podmornice so v bistvu bile tudi delno v tvojih rokah, v tvojim znanju, da si ti v bistvu pravilno vse ocenil, slišal, kaj si začutil in da si lahko te v bistvu stvari predal komandantu, ki se je odločal na
osnovo tega, kar sem izkustil. No, seveda, da si ljudje, gledalci predstavljajo, to, kar ti slišiš, kar zaznaš, je kar ocenaš, da je, kar se skriva za tem šumom, je pravzaprav okno podmornice. Podmornica nima stekla, tako kot ga ima avtomobil, nima šip, nima GPS-a, ne vem kaj, ampak si ti tisti, ki da zadevo smer. Tako. Jaz v bistvu zaznavam vse šume zunaj podmornice in o tem zveščam moje poveljstvo, ki se potem odloča na osnovu tega, kaj sem jih odločil, ne se odločajo kakšne manevre, ko jih v tem primeru izvedem. Predvsem je to zelo pomembno pri izplutju iz morja ven, na površino, ker takrat lahko pride tudi do tega, da recimo kakšna ladja gor počiva, gase motorji, slišiš nek ropot gor, pa v bistvu zaznaš, da se gor vse nekaj dogaja. Če pa zadeva čista tišina, potem je pa vsako izplutje na površino zelo ekstremno problematično, ker lahko pride. Seveda. No, potem po temu si omenil seveda tudi vojaško šolo. Kje je bilo to? Je to šlo za splošno vojaško znanje, preden si se lahko usmeril v podmorničarstvo? Ja, takole, srednja šola je potekala v bistvu tako kot klasične srednje šole, sam da si tle bil v bistvu informiran, imel si tudi svojo puško, se pravi vojaški rok, ampak pri 14 letih. Prve dve leti srednje šole so bile klasične praktično z vsemi predmeti, s tem, da smo bolj v tretjem letniku, četrtletnik so bili bolj že vsi sami strokovni predmeti, taktika za površino pa te stvari, pomorske stvari, skratka vse, kar se tiče pomorstva, navigacije, taktike, zunaj, temu smo v bistvu podrejali večino časa. In potem, ko si se odločil za v katero specializacijo boš šel, se pravi, sem izbral hidroakustiko, je to baziralo v bistvu pol dneva na tem, da si se učil in da si v bistvu prišel spet, ne da ni bilo napak, nego nikdar več ne spet biti napak. Da si moral biti ekstra odličen v teh športih, v bistvu ne športih. Predmeti. Ja, in tukaj ni smer biti napak. Zdaj recimo, imel si tradicionalno, družinsko ozadje, oporo, tradicijo doma, željo, da si postal podmorničar, šel si na šolanje. Kolikokrat na tej poti bi se lahko zalomenil, ker bi se lahko? V bistvu je tako, zdaj gledam v teh letih, recimo, jaz sem si želel postati podmorničar, nič drugega. Mene površinska ladja nikdar sploh ni zanimala kot taka. In jaz sem želel sam to biti in sem v bistvu nekaj dosegel in strudam in ne morem zanikati tudi z očetom njegovim znanjem, ker on je bil zelo spoštovan hidroakustik. Sem praktično edina oče sin, ki smo hidroakustika. In v bistvu malo tudi na račun njega sem me sprejel, ampak jaz sem v bistvu tudi sam sebe moral dokazati. Tam ni, kako bi rekel, tle ni, da bi te kdo spregledal, greš se malo znam pelat, pa boš kaj povedal. Ti moraš svoje znanje pokazati maksimalno in tukaj ni bilo še. No, po končani, uspešno končani šoli je sledila to kariero. Kratka, 3-letna, pol je prvi svetlene vojne. Delal sem na podmornici 821 Heroj, tam sem bil v oddelku elektronike kot hidroakustik, se pravi v podvodni vožnji sem skrbel za sonar in za uho in uho v bistvu, v površinski vožnji pa za radar pa za tisto. Zdaj, če gremo tako gledati, pri 18 letih, da mulcu upravljanje, tako tehniko, pa te stvari, jaz si ne predstavljam danes to generacijo, da bi bila na tak način, da bi jo lahko dal recimo v tako zahtevne pogoje, da bi sploh sprejel delo v tako zahtevnih pogojih, kot so bili naši,
ali pa upravljanje s tako tehniko. Ja, ampak se mi zdi recimo, da se je tukaj spremenil ne samo družbene, ampak sploh življenje, način življenja, ne, vse se pomika, vse bolj starih hodimo in v službe. Zdaj jaz gledam tudi po svojih otrocih, ne, pa jaz gledam, kaj sem jaz počel pri 18-20, ne, gledam, kaj oni delajo pri 18-20, a veš, to je noč pa dan, ne, ker se je najbrž tudi sistem življenja, način življenja se je spremenil, ne, nam je takrat bilo samo to pomembno. Kako je pa končala ta zadeva? Rekel si, slovensko osamosvojitveno vojno, ampak kako si ti to videl? Kdaj si to doživel? Kaj je tisti klic? Kako ste se fantje zmenili? Da recimo, do kdaj si bil v službi, pa ne več, no, čisto preprosto. V bistvu, težko bi rekel, da nismo bili v službi skozi. Mi smo bili skozi neki službi skozi in družili smo se zunaj v bistvu objekta, zunaj podmornice. Na podmornici sami, recimo, ko smo bili privezani, ni bilo činov, se pravi, ni bilo komandanta, ni bilo poveljnika, ni bilo tega, mi smo vsi neki prijatelji. Ne. V podmornico, ko pa prideš, se je pa točno vedel, kaj lahko govori. Se pravi, to je bilo pa strogo vojaško, se pravi, komandant je tisti, ki govori. Jaz lahko govorim takrat, ko imam kaj zapovedati. Ne. Na Sunarju drugač ni nekih debat tam, pa ne vem, kaj bi rekel, krožek ali pa nekaj, ne, se pravi, strogo se treba, sploh ko je vaja, pa ko so take stvari, tle ni nobenega drugega pogovora. Ne. In znali smo se spoštovati, tako na Bali, tako pod morjem, ne, in smo v bistvu vedeli, kaj mi bo zadelati. Vsak je vsakemu moral zaupati, da on to zna. In to vprašanje, da je bilo 20 članov posadke, vsi smo morali biti odlični in da smo lahko enemu zaupali življenje. Se pravi, heroj, to je velika podmornica, to ni taka, kot jo imamo tudi zdaj v Pivki. Koliko članov posadke je štela tam? Ja, bilo je mislim, da 21 članov posadke, tega je bilo 4-5 oficirjev, se pravi, komandant podmornice, poveljniki BO-jev raznoraznih. Potem smo imeli podoficirski del, ko smo delali v 3 izmenah, se pravi sistem toplih postelj, kar pomeni 2 ure delaš, 4 ure ležiš. Se pravi, če je možnost, ne, seveda, ni gibanja v podmornici, obvezno ležanje. Če je bila kakva vaja, si lahko bil prisotni zraven, drugače pa si tudi takrat počival, ne, ker je bila vaja za to izmena. Mislim, da je bilo po 5 mornarjev, prostovoljcev, ki so v bistvu želeli priti na podmornico in služiti vojaški rok na podmornici. Oni so bili večinoma torpedisti, kuharji, pa mislim, en elektronik je bil. Elektriko, mislim, da nismo več imeli mornarjev, pa v strojnici tudi mislim, da jih je bilo. Sam je že dolg tega, tako da lahko, da sem nekako informacije tudi napačno malo podal. Kako je bilo prilagoditi na to, da si 2 uri delal, pa 4 ure počel, pa 2 uri delal, pa 4 ure? Težko. V bistvu misliš, da je to ok, da je to nek laganini, ne? Ampak te 2 ure tiste, ko delaš, moraš biti 100% skoncentriran na to, kar delaš. One 4 ure pa ti, ko počivaš, glih ne moš niti počivati, ne? Sej vse vlodalo, če ti je, posli so mejhne, vaja je, kosilo obrok, kakšen pride vmes, ne? In ti ne počivaš tiste 4 ure, glih tako, da bi lahko rekel, da bi imel neko srne spanje, ampak mogoče od teh 4 ure 1 uro, da imaš recimo neko spanje, tako da 10 dni si kar izmučen. Obroki, hrana, pijača je seveda bila vseeno malo bolj spodobna na teh majhnih podmornicah kot zadnji. Pa če se spomniš, kaj so vam kjer se rekli, kaj ste jedli, kaj do tisto, kar... Imeli smo SDO-je, te klasične SDO-je, v bistvu nekaj malo pijačane, malo bolj kvalitetna hrana je bila. Tako da kadar smo lahko kaj pogreli, smo se pogreli, ko je bil čas kosila, pa smo bili sred vaje, pač ni bilo kosila, je bilo pač kadar lahko bilo. Tako da s časoma se izgubi tudi občutek, ker smo imeli 12-urne ure, ne 24-urne. Včasih smo si po pari dnevi se izgubi tudi občutek, ker zunaj dana je zunaj noč. Tako da nisem imel tega feelinga, ker 12 ur ti hitro tako da se obrne in pa ti ne veš, aj dana je na zunaj. Zato so, recimo, ura, ki bi jo recimo mogoče zelo rad imel,
nesel Rusi, je bila 24-urna. Se pravi 24-urni kazalc, in si vedel, kjer del dneva si. Ja, tako. To je recimo ena taka stvar. Koliko časa pa je trajala neka taka misija, vaja, ali kakorkoli temu? Najdlje je bilo 10 dni. Najdlje je bilo 10 dni, takrat so bile pa tako 3 dni, 5 dni, pa načeloma, mi, ko smo bili mladi vodniki tam, bila 5 dni vožnja, pa si mislil, kako boš stisnil malo mest, diskoteke, te stvari. Si moral še baterije polniti 3 dni, pa si se pa spomnil, da treba spet jeti ven, pa smo spet 3 dni šli, tako da smo znali 14 dni biti ne doma, pa s takim 2-3 kratkim vožnjam, pa te ni. Tako za poročenje je bilo to še slabše. Ja, no se, te sem vprašal tudi spomin na očeta Podmorničarja, ki si na začetku omenil veliko odsotnosti od doma. Verjetno tudi domače razumevanje mora biti prisotno, če hočeš, da upravljaš. Ja. Žene Podmorničarjev so bile zelo hendikepirane, kar se tega tiče, ker načeloma so bile mame, so skrbele za otroke in očetje, kako so prišli do njih. Sploh potem, ko so še Romunci začeli v Črni Gori, pa si 14 dni dol, pa si 14 dni kupil, 14 dni pograbijo za vožnjo na druge podmornice, Liške, pa take stvari so pri nas bile normalne, tako da si tudi v tistih 14 dneh bil mogoče 4-5 dni. Da je zelo veliko odsotnosti, marsikaj zakon ni zdržal, ampak načeloma lahko reči, da je zelo široka povezana družina skupina. Tukaj bo treba kaj pomagati, to je cela posadka šla pomagati. Pa so vam soproge, rekel, zaupali v tem smislu, da bo vse v redu, da se ti ne bo nič zgodilo, da boš prišel živi in zdrav, da bo ali je bil prisoten, da strah. Vseeno podmorničarstvo ni tam pešadja, da... Ni, ampak jaz recimo zdaj, ko razmišljam za nazaj, mislim, da sploh ni bilo teh, sploh se mogoče ni niti razmišljalo na tak način. To je bila služba, ki se je pač odpravljal, piloti so bili gor, mi smo bili dol, pač. Si kdaj začutil strah pod vodom? Zdaj je škripal, da je pokal, da je... Enkrat. V bistvu strah. Enkrat smo bili... Ja, nekako to je bilo 90. leto že. 90. leta imeli smo pa bojeva torpeda, smo morali se streljiti. Zdaj v prvem bojem torpedu smo bili že v bistvu torpeda, ker mi je rok s uporabnosti definitivno treba učiti. Ker prvo torpedo je vse normalno, na sonarju nič ne rade nič, ker smo bili v bistvu na baterijah v površini. In torpedo ima za 5 mini goriva in mi ponavadi tam skrajnih, se pravi 4-8-4-9 se streljimo torpedo v vodo, da čim manj na sneževanju. In v tem času, ko se je to vse pripravilo, torpedo je streljen, je za otokom propeljala italijanska potniška ladja. Mi smo bolje torpedo zvrnili na najmočnejši šum, in v tem primeru smo imeli srečo, da smo stodel streljali, da smo imeli torpedo in se je to isto napolno bilo zgodno natonilo, tako da smo kasneje bolj zlekli, da tistih se ne zadolženi. Drugi dan smo imeli pa drugo torpedo, je pa tudi zapustilo cel v bistvu in se je takoj čez pol milje, ki se moral sonar na torpedo zagnati in aktivirati in iskati najmočnejši šum, ki je v tem primeru moral danes podobno. V tem primeru pa se takoj, ko je cel zapustil, je zaznal nas in smo v bistvu se malo kot filmi, ki je bilo vidno, smo se malo šli na 70, na 100, na 20, na to, da smo držali tudi cajta, da ni zmanjkalo goriva tudi njemu, pa da se je to je bilo pa predudobno, ko smo se enkrat smo šli v bistvu njemu nasednjem na vožnju in smo se z Vise vračali za Split in smo nafehtali komandanta, da nam je odobril šnor do vožnje, da smo nafilali baterije do Splita, da bi lahko mi mladi vodniki šli desetih dni malo domov, pa ven po puncam in tako naprej. In smo dobili vodo v invertivu, pusti smo dobili vodo v podmornico, smo šli v remont, se nas popravili
testna vožnja, potem se pravi na testno vožnjo so vedno nisem nepoučeni, se pravi mi mladi nismo bili neka grešljiva roba v primeru, da bi bilo karkoli narobe. In smo se naredili treba in smo izpluli in smo se pridobili, da se nam je ena sklopka zažgala, smo imeli ogenj v podmornici, da takrat, ko se je to zgodilo, smo sicer hitro pogasili, vse v tistih planih podmorno. Z enim sklopkom samo pa ne smeš tudi, če imaš bojevo torpedo v podmornici, vse smo se obrnili, da smo se prišli polskrat nazaj. To bi bilo ampak zdaj, v bistvu, kad pogledam, mogoče smo sam začutili, da se je nekaj dogajalo, mogoče takrat še nismo. Ena oseba nam je osivela, ampak to so še bili poučeni moški, ki so, po moje, takrat so drugače razmišljali, kot mi mladi, da smo več mladi. Ste vidno, od kjer pulce so vražali sklopke, ne? Tako. Ja, pa, veš kaj, tu me še zanima, recimo, udrla nam je voda v podmornici, tu lahko se tudi ne konča tako lepo, kot se s tem povedali. Tako, ampak se pravim, jaz se ne zavedaš takrat, ko si tam noter, da se sploh to se je naredil, odprli smo, zaprli smo, to smo naštimali, tam smo zaprli, ok, pušča, še ne pušča. Gotov, gremo naprej. Ja, mi smo bili najbolj srečni, če je podmornica vedno nekje malo puščala, ker smo še ne možno, ker smo se ni toliko vraževerstva ali nekaj, ampak če je pri skoku rusil, smo vedeli, da bo se vred. Tistih 10 dni, ko je bilo 9 dni, bila čisto podmornica, da smo mogli verjeti, da nekjer nas ne spuščali. In v bistvu nismo pričakovali tega, ampak smo rekli, da ok, to je to, je bila čisto suha, nekaj je resnosti. Se pravi, vi, ko ste kjer šli v remont, ko je šla podmornica na suho, popravilo v drugo nakoli, so vas znali prerasporediti potem tudi na druge, če to prav razumem? Ja, če je bilo treba, ja. Se pravi, posadke so se razdelile pol, se pravi, 14 dni je bila pol posadke v remont in pol posadke v Splitu. In te pol posadke je načeloma bilo zafilati nekaj podmornice, potem, če so bile kakve odsotnosti, če ne smo se pa tam z drugimi stvarmi ukvarjali, smo pa pomagali posadke. No, če še to rečemo, podmorničarstvo v naših prostorih ima dolgo tradicijo, ne samo na Jadranu, še za časa Avstro-Ogrske, Remka, Črsk, posod je bilo to. Zdaj tega, nažalost, ne več, pa na srečo, kogarkoli človek obrne. Vidim pa, da vi kot društvo radi spremljate stvari, brez kdaj tudi ven, tujino na izlet. Kaj je danes, recimo, tisto, kar te podmorničarstvo navdušuje, malce več krešate stvari, kot mi najti, kjer je pravzaprav najlepše razvojno področje? Podmorničarstvo kot tako, jaz mislim, da to naredi, to bi lahko rekel pri nas za resnico. Recimo, to je posebna sorta. Podmorničarstvo je posebna sorta. In to si ne može biti nič drugega. In zato se tudi mi zdaj še vedno pokrivamo pod sorodnimi društvi iz drugih držav, se pravi iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, nekaj se po poslanci timajo, niso dobro zastopljeni. Družimo se tudi mednarodno, se pravi s Italijani, zdaj smo 2 leti zdaj smo bili v Nemčiji, zdaj gremo v Francijo letos, tako da obiskujemo tudi muzeje, delimo mnenja, kako smo mi te stvari zrihtali, oni zrihtajo. Delamo nekaj za neko skupino, ko se bojo v bistvu novi naraščaji, v bistvu seznanjem, da je podmornica bila v velikem delu tudi slovenska, vpleteni v izdelavanje podmornice in da vejo, da smo bili v določeni že zastopljeni v slovenci. No, prav ta zastopanost seveda je tudi nam zdaj veliko čast in ponos, ker je številčnost ljudi, podmorničarjev, Slovencev na teh podmornicah res izjemna.
te ljudi predstavljate vi danes tukaj in jaz vam za konec pogovora želim en lep, uspešen vikend, da se bi še zopet pridružili in seveda, da vas čim več ljudi spozna, tako vas, tudi seveda vaše delo. Hvala lepa za vaše besede. Jaz bi rad tako vse pozdravil obiskovalce, ki so tukaj in povabil te gledalce, tiktokerje. Jutri imamo mogoče nekaj prostih mest, pa izkoristite dan, pa nas pridete pogledati. Hvala lepa, lep pozdrav. Na podobno.